z obdobjem druge svetovne vojne. Naslednji je kolega dr. Damjan Guštin, sicer direktor Inštituta za novejšo zgodovino, po osnovni izobrazbi pa vojni in vojaški zgodovina, če tako rečem, glavni specialist za drugo svetovno vojno, pa tudi sicer za ostale vojne oziroma konflikte zlasti 20. stoletja. Damjan, izvolite. Hvala. Spoštovani, Igor Rosina, dr. Igor Rosina je postal referent Komisije za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev po leti 1944. Bil je torej referent in nato tudi nekaj časa vodja podružnice Komisije za Severno Slovenijo. In je v njej deloval nekje do jeseni 1946. V teh približno 2 letih njegovega življenja se je njegova pravna izobrazba in strokovnost osredotočila na prav posebno področje prava, pa na vprašanje vojnega prava, prava oboroženih spopadov in seveda tudi humanitarnega prava. Kajti namen komisije je bil prav strokovno pripraviti kaznovanje vojnih zločinov, prestopkov, torej proti določilu vojnega humanitarnega prava v slovenskem odporniškem gibanju. Takrat je bila komisija že dejansko delujoč in uveljavljen člen v strukturi nastajajoče ljudske oblasti in seveda slovenske državnosti v Sloveniji in adekvatna komisija seveda tudi na sogovornik komisiji na ravni federacije. Vojno zločina ali pa vojno hudodelstvo je z zmagovito stranjo ali zmagovalnočo stranjo v drugi svetovni vojni povezano že vse od ustanovitve pravzaprav koalicije, vojne koalicije Združenih narodov. Jeseni 1943 so dobile te teme, pravzaprav lahko rečemo prvo podrobnejšo in bolj vidno konturo, seveda predvsem z Moskovsko deklaracijo in kot nekim, lahko rečemo, presekom tistih razmišljanj med glavnimi velesilami in seveda tudi drugimi članicami koalicije o načelih, principih in seveda dejanski izvedbi kaznovanja povzročiteljev vojne in seveda kršitev vojnega prava. Po tem zgledu je delovalo tudi jugoslovansko odporniško gibanje, ki je potem ravno sredi tega, tam nekje torej na začetku leta 1945, konec leta 1944, preraščalo seveda v neko novo ali se prelivalo tudi v jugoslovansko državno obliko. Mimo glede, naj samo omenim, jugoslovanska imigrantska vlada oziroma vlada v begunstvu je postala članica Mednarodne komisije za vojne zločine že zelo zgodaj, kot ustanovna članica, in potem je vlada oziroma tudi nova demokratična federativna Jugoslavija samo to mesto prevzela. In ga seveda nadaljevala vse do pravzaprav, lahko rečemo, zaključka tega procesa, ki je pravzaprav tonil hitreje, kot je bilo najbrž pričakovano v meandrih hladne vojne. V jugoslovanskem primeru je seveda državna komisija, oziroma takrat se še seveda ni imenovala državna, ustanovila že 30. novembra 1943 in potem slovenska 20. februarja 1944 kot samostojno telo
pri predsedstvu Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta, kar kaže seveda na posebnosti komisije in tudi njeno pomembnost. Pomembnost seveda predvsem predmeta, ki naj bi ga upravljala. Za razliko od jugoslovanskega je seveda slovenska začela dejansko delovati mnogo hitreje, že pravzaprav marca 1944. Člani, ki so bili seveda postavljeni, so bili najprej v glavnem pravniki, pripadniki odporniškega gibanja, če gledamo strukturo različnih prejšnjih političnih provenjenc, vsekakor pa iz odporniškega gibanja. Najbolj markantna figura je bil seveda njen predsednik, ravno tako pravnik dr. Makso Šnuberg in seveda, če govorimo z povezavi z našim današnjim, torej dr. Igorjem Razino, ravno tako Mariborčan, vodilni član skupine štajerskih beguncev v Osvobodilni front in član plenuma Osvobodilne front. Spočetka, in to je prvo obdobje, je komisija imela pravzaprav, lahko rečemo, zelo ambiciozen plan. Morala je opredeliti, kaj je sploh predmet preiskovanja oziroma pripravljanja gradiva, kako bo to izvedla in seveda imela je pravzaprav tudi poglede, da bo to tudi pravno uredila. Zelo dolgo se tja do jeseni 1944 giblje v nekem razmišljanju, kako bo to se posebnim zakonom o kaznovanju vojnega zločina uredila. Prav jesen, morda še ta okvir, prav jeseni 1944 pa seveda prišlo do bistvene zožitve predmeta komisije in sicer pravzaprav na tiste predmete, oziroma boljše rečeno seveda storilce še, ki so povezali z tujino, oziroma ki so tuji državljani, ki so seveda dejanski storilci, dejanj, ki jih je opredeljevalo kot vojne zločine, in ne seveda vprašanja kolaboracije oziroma pripadanja kolaborantskim formacijam, ki so pripadle takrat OZNI in s tem postale seveda tudi oziroma notranje politično vprašanje. Komisija pa je prav zanimivo kljub temu obdržala vse do konca do ukinitve Slovenska 1947, Jugoslovanska 1948, tudi ta pristavek in pomagačev, se pravi notranjih sodelavcev ali pa kakršnokoli drugi obliki podpornikov okupacijskih sil. Da ne bi predolgo vlekel, bom morda šel na vprašanje doktorja Igorja Rosine in sledov in seveda njegovega dela v tem predmetu. Prvo, kakršnokoli povezavo z Komisijo za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njegovih pomagačev je seveda v Šnuberjevem dnevniku. Konec aprila so zabeležili, da, oziroma je zabeležil, da ga, se pravi tiste, ki jih je vprašal, to so pa v glavnem, če sledimo potem nekoliko tudi drugim, Peter, se pravi Boris Kidrič in
Brecelj, Marjan Brecelj, da ni primeren za komisijo. Ni primeren, se je čez 3 mesece spremenilo, je primeren. 30. julija je Šnuder zabeležil, da sta pristala oba že omenjena, da pride dr. Rosina k meni, se pravi, v komisijo. In nekaj dneh pozneje je pravzaprav tudi dejansko prišel, bil vključen in seveda začel delo, ki je bilo, kot lahko rečemo, še v začetni, v tisti fazi, v pomembni fazi oblikovanja. Prvo konkretno delo, ki ga lahko zasledimo, se nanaša na osnutek odloka o kaznovanju vojnega zločina, ki ga je naročil Vlado Petič. To naj bi bil odlok, ki govori o kaznovanju pripadnikov slovenskega domobranstva, ki se po amnestiji, to je bila prva amnestija, ki se je iztekala 15. avgusta, so odzvali. Delo komisije je seveda potekalo tam, kjer je bil center tedaj vodstva odporniškega gibanja, to je seveda Kočevski Rok, in je segalo do tam, kjer je lahko segala, oziroma kjer je delovala organizacija odporniškega gibanja. S tem je pravzaprav omejena na Ljubljansko pokrajino in šele postopoma se je začela širiti na druga območja. Na druga območja, to pomeni seveda preiti tedanje okupacijske meje, ki niso bile zgolj na papirju, ampak seveda so tudi komunikacijo dejansko fizično oteževale. Povrhu je imela pa, in to je najbolj ena prav posebnih značilnosti slovenske situacije, imela seveda vsaka pokrajina posebne razmere, ne zgolj seveda zaradi istega oziroma drugačnega okupatorja. Komisija za Severno Slovenijo je začela poslovati tako potem septembra 1944. Dr. Stanko Stor, ki je bil postavljen za njenega prvega vodjo, je, kot je zabeležil spet Šnuder, takoj zahteval Rosina. Tudi drugi merodajni so se očitno strinjali, da bo dr. Igor Rosina nadaljeval delo pri ugotavljanju vojnih zločinov prav na Štajerskem, vendar je odšel šele mesec pozneje. Medtem je dobil v študiji in analizal zaplenjene orožniške akte iz Gornjega Grada, takrat je velik razmah prav na Štajerskem odporniškega gibanja. Ti akti, ki so bili zaplenjeni v osvojeni Postojanki, so prišli na Kočevski Rok in potem seveda, kot bomo videli, šli v nahrbtniku dr. Rosine spet na Štajersko. Ampak vmes je pravzaprav še en zelo pomemben in poseben del, ki ga morda prav posebej treba izpostaviti. Pa je že tako. Gre namreč za vprašanje leta septembra 1944 je namreč zavladala upravičeno ali ne, to je zadiskutirati, neka vročica, kako bo vsak hip konec vojne, in ne samo konec vojne, ampak seveda tudi prihod zaveznikov in podobne stvari. In začele so se mrzlične priprave in reorganizacije. In eno od teh
pomembnih vprašanj, ki so se seveda zdaj v hipu postavile, je vprašanje zlasti seveda tudi za štajerske to skupino štajerskih beguncev, tudi vprašanje, kako ravnati, pa ne samo te, kako ravnati z nemško manjšino na Štajerskem, potem je seveda tudi še tu Koroška kot tisti druga pokrajina, ampak ostanemo pri Štajerskem. Dr. Šnuder je izdelal kot ob nekem elaboratu o predvidenih ukrepih od prevzema oblasti, tudi spomenico, ki jo je mimogrede podpisal tudi dr. Rosina, kot iz neke pripombe izvemo, v kateri se je zavzel za izgon celotne manjšine. En teden pozneje je pa dr. Rosina izdelal po svojem premisleku, izvan ali ne izvan, nekaj pripomb, kot je naslovil svojo drugo dodatek spomenice. V njej se je zavzel ne za izgon, pač pa za malo drugačno obravnavo, za opustitev kolektivne, oziroma izgon tam, ampak opustitev kolektivne krivde, za individualno ugotavljanje krivde, pri čemer pa seveda je ugotovil že vnaprej, da približno 2/3 štajerskega nemškega prebivalstva bo lahko vključeno v mrežo vojnega zločinstva, kot je definiran. Ta spomenica seveda je, oziroma ni imela neposrednega vpliva, kajti gotovo seveda veste, da se je tudi na jugoslovanski ravni potem stvar razvijala precej drugače, ampak kar se tiče vojnega zločina, seveda, oziroma njegovega pogleda tukaj v povezavi z vojnim zločinom je vsekakor zelo zanimivo. In tudi tukaj se je še vedno zavzemal za poseben zakon o vojnih zločinih, ki nikoli ni bil ne v jugoslovanskem, seveda še manj v slovenskem prostoru potem uveljavljen, kajti vsa pristojnost je bila preprosto podana vojaškim sodiščem vse do leta 1946. 25. oktobra, torej 1944, je dr. Rosina z velihanskim nahrbtnikom in puško, to je citat, odšel na Štajersko. Komar je seveda na Štajersko prišel, je prišel v najhujšo očiščevalno operacijo decembra januarja 1945, izgubo osvobojenega ozemlja, velike izgube partizanskih enot in civilnega prebivalstva. Delo komisije se je zelo upočasnilo, dejansko polnoma zastalo. Igor Rosina pa je preživel tam težko zimo. Predpostavljamo, da je tudi tukaj postal nekaj časa vodja podružnic. Vsekakor pa je potem v maju 1945 nadaljeval delo v komisiji za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev, zdaj za severovzhodno Slovenijo, ki se je namestila v osvobojeni Maribor na Otoškem trgu in imela sedež. Težko je razbrati individualno delo v ustanovi, vendar lahko izpostavimo potem vsaj zaenkrat tri elaborate,
ki so podpisani, ki so po obliki seveda predavanja. Nanašajo se na prve interpretacije zaplenjene nemške dokumentacije okupacijskih oblasti. Ima značilne naslove: okupator v slovenskem problemu na Spodnjem Štajerskem, fašisti med seboj, misli seveda naciste, in okupator narodno-osvobodilni borbi po nemških dokumentih. Masa dela je bila pa seveda izdelava sistematičnih odlokov oziroma dosjejev oseb, ki so jih dolžili oziroma ki so bile osumljene, kajti razglasiti je pripadalo državni komisiji, ki so bile osumljene vojnih zločinov. Kakšno delo je to bilo, samo za ilustracijo, 7006 odločb je bilo v približno enem letu izdelanih. Prva 24. julija 1945 dosje dr. Siegfrieda Überreiterja, šefa civilne uprave. Če sklenem in se oproščam za kakšno minuto čez, Igor Rosina je v tem posebnem delu svojega strokovnega dela pustil vidno sled v sistemu ugotavljanja in pregona kršitev vojnega prava. Bil je, kot sem rekel, vpet v delo organizacije in individualizirana dejanja, stališča in opredelitve so lahko le občasno vidne, še posebej glede na ohranjeno gradivo, ki je pravno zajema seveda zelo veliko dosjejev in zelo malo tistega, kar nastaja se pravi dokumentarnega gradiva v tem. Hvala lepa.